Dober dan, dobrodošli na virtualnem informativnem dnevu oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Moje ime je Gorazd Kovačič, trenutno sem predstojnik oddelka. Kakšna je tradicija oddelka za sociologijo, kako se oddelek za sociologijo pravzaprav umešča na Filozofsko fakulteto in v kakšnem razmerju je ta vrsta sociologije, ki jo prakticiramo pri nas, do tiste veje sociologije, ki jo prakticirajo kolegi na Fakulteti za družbene vede. Torej, naš oddelek goji kritično analizo družbe in kulture, pri čemer je kultura mišljena v širokem pomenu besede. Se pravi, presega zgolj umetnostne zvrsti in posega na področju vsakdanjega življenja, vsakdanjih ideologij, govorice telesa, govorice prostora in tako naprej. In pri tem nas zanima zlasti družbena pogojenost kulturne produkcije, komuniciranja, ideoloških predstav in družbenih vlog. Naš pristop je tak, da študentom podajamo teorijo in široko znanje. In po našem razumevanju je to nujno za ustvarjalnost, za samostojnost in spoprijemanje z novimi družbenimi in kulturnimi pojavi. Skratka, zato, da se lahko potem diplomant specializira na različnih področjih in je tam kreativen, strokovno suveren in se lahko uveljavi na različnih strokovnih področjih. Drugače povedano, to, da stavimo na temeljito izobrazbo, na teoretsko podlago in na razgledanost, po našem prepričanju povečuje možnosti in raznolikost možnosti pri zaposlovanju. Rečeno še drugače, na našem oddelku stavimo na izobrazbo, ne na veščine. V čem je razlika? Izobrazba je nekaj širokega, nekaj temeljitega, nekaj, kar preoblikuje človeka in je podlaga za uspešno opravljanje različnih nalog in funkcij v praksi. Veščine so pa nekaj, kar je vezano na konkreten delovni proces in tega se ljudje praviloma naučijo v konkretnem delovnem okolju, v neki delovni organizaciji, podjetju, javni organizaciji, nevladni organizaciji. In da bi se lahko ljudje v življenju naučili različnih konkretnih veščin, tudi večkrat zamenjali poklic, je po našem trdnem prepričanju bistveno to, da jim damo dobro, solidno izobrazbo. Na trgu dela so se že dolgo časa nazaj začele odvijati spremembe, klasične službe kopnijo, potrebna je fleksibilna specializacija, pri tem so pomembne individualne kompetence. Individualne kompetence pa človek dobi tako, da se vseživljenjsko izobražuje, da tudi sam veliko investira v pridobivanje kompetenc, hkrati je pa zelo koristno, da pri tem seveda ima za podlago dobro izobrazbo. Pomembna stvar je torej zmožnost za vseživljenjsko izobraževanje, za kombinatoriko, za širino. Izkušnje kažejo, da so naši diplomanti praviloma zelo zaželeni v medijih, publicistiki, raziskovanju, kulturnih ustanovah, kulturni produkciji, pri oblikovanju in marketingu, v nevladnih organizacijah, državni upravi, politiki. To pomeni povsod tam, kjer gre tako ali drugače za oblikovanje sporočil, tekstovnih sporočil, zvočnih, vizualnih sporočil, sporočil vpisanih v prostor, v držo telesa. Se pravi, za oblikovanje tekstov, podob in odnosov med ljudmi, in kjer je pomembno tudi razumevanje kompleksnih družbenih procesov in trendov. In zaželeni so na vseh teh področjih zato, ker jih delodajalci prepoznavajo kot kritične, inovativne in odprte glave. V zadnjih mesecih nastaja strateški dokument, ki bo usmeril razvoj visokega šolstva v prihajajočem desetletju. Dokument se bo imenoval Nacionalni program visokega šolstva 2021-2030. In ta program izhaja iz vizije imenovane Družba 2050 oziroma Gospodarstvo 5.0. Zakaj tu gre? To je nek postindustrijski koncept, ki pripoznava to, da bo v prihodnosti ključno timsko sodelovanje med tehnično in med humanistično izobraženimi sodelavci. Zakaj? Zato, ker imajo tehniki težave z razumevanjem tega, kako ljudje dojemajo svet, kako dojemajo tudi tehnične rešitve in produkte, ki jih sami znajo proizvajati. In zato, da bi razumeli težave pri implementaciji
pri uporabi, pri tem, da se neke rešitve primejo, nujno potrebujejo nas s humanistično izobrazbo. Tehniki bodo morali in počasi že opuščajo predsodek, da mi s humanistično izobrazbo samo filozofiramo, medtem ko naj bi edino oni znali kaj narediti. Vzemimo aktualen primer spodletelega upravljanja sedanje epidemije. Kot veste, je Slovenija med najslabšimi državami na svetu po gostoti umiranja, po dolžini neučinkovitega lockdowna, po obsegu okužb in tako naprej. In v tej situaciji se inženirji in naravoslovci v vladnih krogih sprašujejo in ne morejo razumeti, zakaj ukrepi ravno pri nas ne primejo, zakaj se jih ljudje ravno v Sloveniji ne držijo. V zadnjem času so se tako zatekli k neki špekulaciji in ugibajo, da mogoče pa obstaja nek poseben, bolj nalezljiv slovenski sev virusa, podobno kot obstaja angleški, brazilski, južnoafriški. Ampak v nobenem laboratoriju še niso odkrili posebnega slovenskega seva virusa, ne pri nas, ne v sosednjih državah, kamor bi se ta sev zagotovo razširil v teh mesecih, kar pri nas divja ta težko obvladljiva epidemija. No, nam sociologom in preučevalcem kulture je pa jasno, da je problem upravljanja epidemije in odzivanja ljudi na epidemijo in na ukrepe preprosto družben problem. Rečeno na kratko, v Sloveniji ljudje ne verjamejo ukrepom zato, ker dojemajo aktualno oblast, ki je predpisala te ukrepe, kot avtoritarno. Če se vrnem nazaj na naš oddelek, smo pisana druščina učiteljev, intelektualno raznolikih, med nami se pogledi tudi krešajo, to pa prinaša nove paradigme in odpira nove teme. Poleg tega celo to mikrointelektualno okolje omogoča še dodatno doseganje multidisciplinarnosti, kadar se kombinira študij na našem oddelku na dvopredmetni način s študijem na drugih oddelkih, pa tudi skozi to, da sami sodelujemo pri posameznih projektih s kolegi iz drugih disciplin. Na prvi stopnji imamo 2 študijska programa, eden je enopredmetni, drugi je dvopredmetni. Enopredmetni se imenuje sociologija kulture, dvopredmetni pa sociologija. V čem je razlika? Razlika je najprej, seveda, kako bi rekel, po obsegu. Razlika je matematična. Dvopredmetni študijski program sociologija ima pol manj ur in količine snovi, polovico manj predmetov, če hočete. Skrčen je na jedrne predmete, to pomeni temeljne predmete, kot so uvod v sociologijo kulture, osnove sociološkega raziskovanja. Potem ima usmeritvene predmete, ki so podlaga za specializacijo na drugi stopnji, predmete, kot so recimo sociologija medijev, sociologija spola, sociologija religije. In potem je še nekaj malega prostora v predmetniku za nekaj specialističnih predmetov, predvsem iz posebnih sociologij kulture, kot so recimo sociologija filma, sociologija gledališča, sociologijo glasbe bomo uvedli. Prednost tega dvopredmetnega študijskega programa, ki ima skrčene naše vsebine, je v tem, da ga lahko kombinirate z drugim dvopredmetnim programom na Filozofski fakulteti in to vam širi kombinatoriko pri vašem znanju in tudi pri možnostih zaposlitve. Pogoste kombinacije so med recimo sociologijo in filozofijo, pa zgodovino, pedagogiko, primerjalno književnostjo, tudi geografijo in etnologijo in pa seveda z različnimi jeziki, recimo slovenistika, anglistika, tega je kar veliko. Na drugi strani imamo enopredmetni program sociologija kulture. Ta ima razširjen predmetnik, nima samo tistega železnega repertoarja, ponuja večjo raznolikost vsebin, še večji poudarek na različnih kulturnih praksah in prepletu več polj družbenega življenja. Kako poteka delo na našem oddelku, kako poteka študij? Načeloma obstajajo predavanja in seminarji oziroma seminarske vaje. Na predavanjih podajamo temeljna znanja, tudi aktualiziramo. Pri tem pa pričakujemo od študentov, da si bodo specifična znanja
pridobili in razgledanost, seveda tudi z lastnim angažmajem. Od študentov pričakujemo, da bodo veliko brali, od teorije do leposlovja do časopisov, da bodo spremljali aktualno dogajanje pri nas in po svetu, v družbi, kulturi, politiki, znanosti. Pomembna stvar je akumulacija. Priporočamo študentom, da seveda, ko bo nekoč konec teh koronskih divjih časov, da izkoristijo vse priložnosti, ki jih ponuja kulturno bogato mesto, kot je Ljubljana, da hodijo recimo gledati art filme, da obiskujejo koncerte, okrogle mize. Skratka, na vse te načine akumulirajo znanje in to znanje se potem začne postopno sestavljati v celoto. Hkrati se pa posameznik lahko tudi nekje najde in posebej tja usmeri svoj interes in črpanje znanja. Recimo primer, kako lahko postanete dober filmski kritik. Na eni strani rabite nekoga, ki vam bo razložil filmsko teorijo, se pravi, kako sploh gledati filme, ki bo nekaj povedal o tem, kako se filme producira, kakšni so produkcijski pogoji, kako razbrati recimo razlike med žanri, med različnimi filmskimi prijemi, med recimo različnimi historičnimi filmskimi slogi in tako naprej. To je torej ta neka teoretska podlaga, ki jo dobite s solidno izobrazbo na študiju. Druga stvar, ki jo morate narediti, je pa ta, da pač pogledate veliko število filmov in tega ne moramo v celoti narediti tu, na seminarjih, namesto vas. To je preprosto nekaj, kar mora človek začutiti in se sem usmeriti, in kdor se usmeri na neko področje in vanj veliko investira in postane poznavalec, ga bodo slej ko prej tudi našli tisti, ki ponujajo priložnosti za delo, za projekte, za zaposlitev in tako naprej. In na ta način najdemo veliko naših diplomantov v različnih sferah kulturne produkcije, od recimo, novinarstva, čeprav ne poučujemo direktno za novinarski poklic, ampak preprosto, naprimer, resne medijske hiše, kot je RTV Slovenija, prepoznajo naše diplomante, tiste, ki so seveda vložili tudi nek lasten trud, naprimer prek dela najprej za Radio Študent in potem naprej, jih prepoznajo kot uspešno kombinacijo temeljne izobrazbe in pa individualne specializacije in razgledanosti na nekem področju. Poleg predavanj imamo še seminarje in tu predvsem v prvem letniku seminarji in seminarske vaje služimo temu, da študentje pridobivajo specifične akademske veščine. Se pravi, učimo jih, če rečem, mogoče malo presenetljivo, brati, pisati in govoriti, ampak seveda ne v vsakdanjem jeziku, pač pa brati teorijo, imeti akademske nastope, recimo iz nekega besedila izluščiti bistvo in ga predstaviti, voditi neko diskusijo, postavljati vprašanja o nekih teoretskih zagatah in seveda tudi pisati kratke povzetke sprva, potem pa postopno vse zahtevnejša besedila do zaključnega dela, recimo diplome, pa kasneje magisterija, kjer pa že izkažete neko svojo avtorsko kompetentnost na neki temi in razvijete nekaj svojega lastnega izvirnega. Poleg tega na seminarjih recimo vas učimo tudi o tem, kako iskati podatke, kako se znajti v akademskih bazah, kako prepoznati, katera besedila recimo so najbolj optimalna, ko nabirate gradivo za neko svojo seminarsko nalogo ali pa kasneje diplomsko nalogo, tudi kako pravilno citirati in tako naprej. Mogoče še ena širša umestitev te vrste sociologije in pa sociologije kulture, ki jo prakticiramo na našem oddelku, v širše polje znanstvenih in humanističnih disciplin. Sociologijo se prakticira ne samo pri nas, ampak v številnih evropskih državah, zlasti v osrednjem delu Evrope, na dveh različnih vrstah fakultet. Na eni strani imate fakultete, ki se imenujejo ali filozofske, ali humanistične, ali jezikoslovne, in tu najdete en tip sociologije, na drugi strani imate pa fakultete, ki se zgledujejo po znanostih, po naravoslovju in se imenujejo recimo fakultete za družbene vede ali za družbene znanosti.
Odkot ta razlika? Ta razlika ima dolgo zgodovinsko brado. V bistvu je povezana s tem, kako so nastajale posamezne skupine disciplin in kako so se institucionalizirale. Prva skupina disciplin, ki je nastala najbolj zgodaj, že ob koncu srednjega veka oziroma v času humanizma in renesanse, so bile humanistične vede. Naravoslovje je prišlo precej stoletij kasneje. Humanistične vede so nastale iz potrebe po analizi tekstov. Ne bom šel zdaj v podrobno zgodovino, ampak v tistem času so začeli razvijati metode, kako iz teksta samega razbrati neke njegove značilnosti. Med drugim tudi, ali je tekst avtentičen, ali je ponaredek, kdo bi utegnil biti avtor, ali so njegovi jezikovni prijemi značilni za neko obdobje in nek prostor, kjer naj bi tekst nastal. In tej veščini interpretiranja posameznih tekstov se je reklo tekstna kritika. In to je rojstno mesto humanističnih ved. Na drugi strani so pa precej kasneje nastale naravoslovne vede kot spremljevalka industrijske revolucije. Tam gre pa za nek drug postopek. Najprej imate teorijo, ki z nekim spekulativnim postopkom postavi neko hipotezo. Potem pa to hipotezo preverite v laboratoriju, v nadzorovanih pogojih. Če laboratorijski poskusi, ki jih lahko velikokrat ponavljate, vedno pokažejo nek rezultat, potem to pomeni, da ste odkrili neko znanstveno zakonitost, da ste odkrili neko resnico. In ta zakonitost mora potem nedvoumno delovati tudi v nekih zrežiranih pogojih, ko neko naravno silo uprežete in iz nje naredite tehnično napravo. In naravoslovje je torej vzpostavilo take kriterije znanstvenosti in jih uveljavilo kot nekaj, čemur morajo slediti vse vede, če hočejo dobiti recimo uradni status na univerzi. Družboslovje je prišlo potem kakšnih 100 let kasneje, tam konec 19. stoletja, in ko se je uveljavljalo, ko je iskalo svoj prostor pod soncem, je imelo pred seboj te naravoslovne standarde znanstvenosti. In še danes družboslovci te vrste, te scientistične sorte, skušajo odkrivati resnico, skušajo odkrivati zakonitosti. Recimo kolegi kvantitativni sociologi to počnejo na ta način, da sestavijo anketni vprašalnik, da zelo natančno pripravijo vzorec, ki mora biti reprezentativen, tako da odraža enako distribucijo naključnih družbenih položajev, kot je sicer v populaciji, in potem izračunavajo z matematičnimi postopki, ali se med recimo nekimi stališči in nekim družbenim položajem kaže neka pravilna korelacija, neko sovpadanje. In če to odkrijejo, imajo to za odkritje neke znanstveno potrjene resnice. Kolegi ekonomisti to vrstno odkritje poskušajo celo zapisati v matematičnih formulah, skratka posnemajo naravoslovno znanost. Humanistične vede so pa ves ta čas ostajale pri tem, da predvsem interpretirajo posamezna sporočila, posamezne enote družbenega in kulturnega življenja, recimo posamezne tekste, posamezne vizualne podobe, posamezne filme, stavbe, izjave in tako naprej, in interpretirajo njihove pomene v določenih kontekstih. In sociologija kot humanistična veda pri tem, ali pa še posebej sociologija kulture, pri tem še posebej poudarja to, kako iz družbenega konteksta neke aktualne vrste družbe in nekih družbenih pozicij interpretirati različna področja družbenega komuniciranja in kulturne produkcije. To približno je to, kar počnemo na našem oddelku. Skratka, mi interpretiramo recimo sporočila, reprezentacije v njih, ideologije, to, kako so recimo družbene vloge vpisane v nek diskurs. To približno je tradicija sociologije, kot jo prakticiramo na filozofski fakulteti, in v tem je neka delitev dela do sociologije
na Fakulteti za družbene vede in taka delitev je uveljavljena pač v številnih evropskih državah. Seveda je jasno, da sta se področji v zadnjem času tudi prepletli oziroma sta začeli sodelovati, kar je v redu, še vedno so pa različni poudarki in iz tega sledi to, da se je treba seveda usposabljati tudi v tistih raziskovalnih veščinah, ki jih ima druga paradigma, se pravi, nekaj treba vedeti tudi o kvantitativnem raziskovanju, čeprav sami poudarjamo kvalitativno.